Naslednja škatla, da sem razbral, je delovanje teh nekih konkretnih oblik, zdaj ne glede na to, kako se imenujejo, so to organizacije, so to iniciative, skratka, mislim, da je načelo funkcionalnosti teh oblik eno pomembno načelo in zato, da nekaj funkcionira, pač morajo biti jasno definirane vloge, meje, pravila in tako naprej v nekem primarnem sistemu. In zdaj druga funkcionalnost, ki jo jaz vidim, je pa povezano z zunanjimi sistemi, kar je tudi zelo kompleksna zadeva. Ampak funkcionalnost tukaj pač v ozadju razmišljamo o tem, katera znanja so tista, ki jih ljudje, ki na tem področju delujejo, rabijo imeti. V tem segmentu je naslednja škatla tudi se dotika vodenja, ker brez vodenja si pač ne znamo predstavljati delovanja mladinske scene ali pa mladinskega sektorja. Sem razmišljal, ta ideja multipraktika, mislim, da se je, oziroma ta pojem, mislim, da smo enkrat v Velenju v tam 2004, da se je pojavil, no, in da je postal zelo popularen. Dober. A je dobro, ja, ok. No, jaz si v bistvu to dilemo, da moraš biti nek multipraktik, jo rešujem tako, da v bistvu imamo, da se da jasno definirati vloge in da nekateri lahko več vlog si naprtijo hkrati, nekateri pa manj vlog. Ali pa eni imajo več, bom rekel, večje kapacitete, da med temi vlogami pač, ne vem, iz ene v drugo ali pa da jih več nosijo hkrati, eni pa manj. In mislim, da se da to težo tega multipraktika omejiti ali pa omiliti prav to s kompetentnimi delitvami, s kompetentno delitvijo vlog, glede pač na realno potrebo nekega dela. In tukaj noter so pač nekaj teh izrazov sem si namislil, lahko so kjerikoli. A je, če tole stisnemo redo. Zdaj, te vloge si jaz tudi predstavljam, da sodijo k izobraževanju kompetenc za to, da nekdo pač to delo lahko upravlja. In so to pač spet je to nek nabor nekih spretnosti in manj teorije, več nekih spretnosti, da se pač to izvaja. In načelo pač te praktične kompetentnosti pred neko teoretično, kar pa ne pomeni brez teoretične podlage. Zdaj, naslednja škatla je proces. Proces povezan z poljem mladinskega dela. Tukaj jaz pač vidim učenje za življenje kot eno pomembno načelo. In mlade tle vidim kot ne tiste, da so zdaj, kako se jih pritegne, ali pa da se, jaz ne znam več razmišljati na ta način, da se da na mlade vplivati. Ampak znam razmišljati tako, da se mladi odzovejo pač na neke informacije, ki jih imajo, tudi na neke potrebe, ki jih imajo, in da v bistvu tukaj na ta način soustvarjamo. In moje pojmovanje učenja zato je tam drugačno od vseh sklicajem šolskih modelov. Skratka, jaz ne vem, delam v šoli in moje prepričanje je, da je ena taka generalna nastrojenost do učenja, ki se posreduje skozi šolski sistem, odklonila in da je to neka katastrofa, ki jo imamo v kulturi.
in to na svetovni ravni, ne samo na slovenski ravni. In ta nagnjenost, odklonilna naravnanost do učenja, jaz vidim, to je mogoče malo ideološki projekt, ampak vidim kot potencial, da polje mladinskega dela vzpostavi nek drug odnos do učenja in s tem v bistvu na nek način kompenzirati ta manko, ki ga pač šole producirajo na tak način, kot ga producirajo. Glede procesa se mi zdi tudi pomembno to, da načelo varnosti, ampak varnosti, da se jaz varno počutim v nekem okolju, ne, in če se jaz varno počutim, potem bom jaz to okolje izbiral, bom v te odnose vstopal, se bom tudi pripravljen učiti in bom iskal smisel in tako naprej. Skratka, pojem varnosti, to ne mislim varnost v cestnem prometnem režimu, ampak ena bolj eksistentna varnost. To je pa za provokacijo, za zraven, ne? To nima veze z... Na levi strani imate bolj strukturne odnose, ki so na strani izvajanja nekega mladinskega dela, tukaj so, na desni strani so neki odnosi, ki zagotavljajo pogoje in to so neke poti komunikacije, to je neka širša perspektiva, bom rekel, kontekst, v katerega mladinsko delo vstopa. Jaz pač imam svoje poimenovanje, niso besede tukaj pomembne, ampak hotel sem sam še pokazal, da se te igre dogajajo seveda na vseh, bom rekel, na vseh relacijah posod, kjer so te komunikacijske poti vzpostavljene. Tako da, ja, to so škatle, ki sem jih sestavil in to je to. Hvala.